Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Jev, nov let je. Nov let. Živjo. Srečno in zdravo in tebi in vsem. Tako. In danes bom naredil oddajo o teh zadevah, ne, ko se nov let pride. Ja. To je tisti čas, ko si reče, zdaj pa nov človek, zdaj pa bolj živel, zdaj bom pa res užival, zdaj pa to naredil, zdaj pa tis naredil. Pa načajno čez en mesec ta entuzijastnost mine. Tako. O teh novoletnih zaobljubah. Kaj ljudje si obljubljajo, da bodo naredili, pa mogoče dam kakšno idejo tebi ali pa drugam, ne? A ti jaz nekaj povem, da jaz nikoli nimam teh novoletnih zaobljub. Jaz imam neke ideje, samo nikoli se jih tako res, da preko zdaj sem ali zdržal, ne? Ja. Mogoče pa si imeli rečem, kaj pa če bilo to fajn? Ja. Bomo videli, če bo, če no, pa pač no. Tako da je pravaš ti, da leto 24 si rekel, ni bilo. Nismo nič tazga. Ne, da bi se jaz spomnil, da bi si kaj zaobljubil tazga. Tudi za 2025 nimam neki ideje, kaj bi si zaobljubil, ker itak vem, da pač stvari, ker če jih hočeš spremeniti, ni to novo leto tisti čas. Ja, jih v bistvu lahko kadarkoli. Lahko si 30. decembra rečeš, pa nekaj naredil. Ja, ali pa 7. maja, ker sem se oženil. Recimo. Kje sem se lik 7. maja, zdaj no. Ja, po moje, v glavi. Tako, vidiš, imaš... Ja. No, leto 24 je bilo drugače. Fajno zate? Je. Zame tudi, jaz sem kolik razmišljal, da je bilo verjetno tako, da se mi največ dogajalo v letu 24. Delo sem še v tujini v začetku leta, pol sem prehodil v Ameriko, zdaj imam spet drug šiht tukaj. Tako, dosti se obrne, dosti se spreminja. Edina stalnica je... Edina stalnica v Petkov Ekstrem, to je tako, res. Tako. In to bomo še nadaljevali, ne? Tako. To je lahko najna zaobljuba zdaj. Tako, da bova še v letu 25. Se že od 2016 se drživa tega. Tako. Ja. Upam, da bo tudi naprej, ja. V glavnem, te novoletne zaobljube, ne? Kaj ponavadi, takrat se polni fitnessi, ki vsi rečejo, zdaj pa začel na fitness hoditi, zdaj pa zdravo živel, pa si začneš kuhati mogoče tako malo bolj zdravo. Ja, se to je v bistvu lih tisti čas, ko se lih fajn ne ješ čez cel december. Zdaj moram pa shujšati. Zdaj moram pa bolj zdravo jest. Pa je še nov hobi si moram najti. Tako. Ampak ja, v glavnem do februarja so te stvari že tako. Ja. Večina ljudi obupa. Eni ustrajajo tisto. Ja. Sam ne vem, če dejansko ljudje, ki so prav mogo bi v fitness vprašati, koliko ljudi, ki so začeli 1. januarja, so dejansko hodili. Po moje, ampak po moje tako januarja, tako fitnessi največ služijo. Ja, njim je to top, najboljši mesec. A veš, kaj mogli narediti? Fitness, ta prvi mesec smo mogli v fitnessu prejti pa od februarja, prej pa lokal. Pa bi po moje taka dobra. Ja. Navadaš se hoditi. Ja, pa če ti ni do tega, pač lej. Pa pač še zmeraj nazaj hodiš. Še zmeraj mogo se pa imenovati fitness, je prav, da primarji, ker im na fitness. Ja, ampak... A doma zviš pač zvečer. Ja, zvečer grem na fitness, ja, lej. Pač fajn je za ponoč, ko mišice rase, pa tako. Ja. Ampak v glavnem, kaj so še poleg tega, poleg fitnessa kakšne zaobljube imajo ljudje. Eni pravijo, da morajo živeti, da morajo bolj varčni biti, ne toliko zapravljati, ne, tako naprej. Pol smo rekli, da fitness se pravi, ni mogoče ne fitness, ampak zdaj hočem, ne vem, shujšati, hočem, ne vem, bolj zdravo živeti, se pravi, ne vem, bom pa tekel, bom pa hodil, bom pa v hribe začel. Pa boljšo prehrano, zdaj bom zdravo jedel. Tako, kuhati si bom začel fajne zadeve, zelenjavo, pa tako naprej. Pol nekateri si dajo za obljubo, da bojo manj pila pa kadil. Pol imaš na drugi strani ljudi, ki rečejo, da bom pa več vode pil. To sem prebral. Več vode pil in kaj je to problem? Ja, bolj zdravo je, ne? Aha. Ja. Tako da, pol spet je za nekatere prav, da se bi nekaj novega naučili, da pa da imajo nov hobi. Ali pa da nekaj novega probajo, recimo vsak mesec hočem nekaj novega. Pa se jih moraš dati 12 hobijev. No sej, ne, ali pa sam nekaj tazga, ne vem, en bi rekel, jaz bi pa bungee jumping šel, pa bo šel.
ne vem, junija na bungee jumping, enkrat bo šel to. Tako hočem reči, da si take zaobljube, ja. Pol No, imaš- vse te so take realne, mislim pač, No, če sej. si res nekaj želiš, pač da si rečeš, to bom pa naredil, Tako, da si res zorganiziraš, pa to narediš. Da imaš nek bucket list, ki ga hočeš, pa ga pa... Ja, sam ne sme Kljubce delaš. ne sme neko v predalu biti, pa prah se nabirati gora. Nekaj. Načeloma se Ja. to pol zgodi, Ja. ampak jaz verjamem v ljudi, v vas, boste si zaobljubili nekaj, da boste to naredili. Tako. Okay, se pravi, pol ja, da hočemo biti bolj produktivni, to je spet v bistvu vsak svoje ideje, kako biti bolj produktiven. Ne. Eni hočejo, pravijo, da bi mogoče še prostovoljstvo naredili, da bi se v te vode podali. Ne. Eni pravijo, da letos bom pa več potoval, bom pa več stvari videl, ne bom sam doma. Ja. Pol je ena taka, ki je dosti ljudi si zaobljub, da bojo več brali. Ja. Ne, recimo, kakšni še pravijo, da pa hočemo vsak mesec novo knjigo prebrati. Ja. Ali pa nekaj tazga. Eni imajo tako, da začetek leta, da ščistijo cel stanovanje, ne, pa začnejo pač novo leto na tak način. Generalka. To je neka zaobljuba, ja, da narediš novo leto čiščenje. Ja. Pol kakšni imajo pa pol tudi take ideje, da letos bom pa res zamenil šiht. Mogoče, če niso zadovoljni, imajo nek pogum, dobiš mogoče v novo leto, da bo pa drugače, da pa še šiht zamenil. Letos bo šel pa na Triglav. Recimo. Ja. Ali pa to, Ja. da bi iz službe, kako si na Triglav šel. Ne vem, študiral sem. Kaj ti hočeš? Ja, da bi letos bi pa mogel iti na Triglav. No, boš. Ampak ni to novoletna bila, ampak zdaj vmes mi je. Vse mogoče, Kapnilo. kaj tak čas Ja. si rekel, da pa hočem iti na Triglav. Tako. No, pol imaš pa še pol, enek sem tak, ki sem tako mal gledal. V glavnem en prav, da njegova zaobljuba, da bo taka, da bo ignoriral te zaobljube. Prav se ne bo držal teh pravil. In to je neke vrste je zaobljuba. Ne? Ja, sam pa moraš najprej narediti neke zaobljube, da se jih ne boš Ja, držal. sej mogoče si reče to pa to naredil, vse pa. Letos bom pa len in bom celo leto ležal in ne bom delal nič. Da, lepa. To je taka kontrapsihologija. Ja. Dobro, ja. No, evo, recimo na tak način lahko ignoriraš zaobljube. Pol je ena ideja, da gledaš vse filme, od recimo letnice, ki se rodil, pa do danes, ki so prejele Oskarja za najbolj, ja ne vse, seveda ne vse, nimaš cajta, ki so prejele Oskarja za recimo najboljši film ali karkoli. Pol ena je taka, da jej hrano po abecedi, se pravi z A začneš, ne vem, ajda, ali pa avokado, tako začneš in pol, ker si eno črko konc začneš iz B-jem pa tako naprej. Na tak način, da se prehranjuješ. No, jaz to ne bi. Ne, to bo tudi malo čudno. Ampak tale je taka fajna, da se naučiš klet v večjih jezikih. V slovenščini, hrvaščini, bosanščini, srbščini. Pa še malo. To sem si jaz lansko let zadal, da bom vse balkanske kletvice, pa mi je krata. Boš znal, okej, ja. No, in pol je ena, kar je meni tako malo čudna, čeprav ni niti toliko čudna, ampak meni je čudna, da več se bom smejal. Pač, ja, razumem. Več se smejam, ampak ne moreš se kar smejati v brez veze. Tudi delaj sem se spomnil na video, veš, ki je bil en smejalna joga, kaj je bilo? A si videl? Ko se je ena ženska in se tako iz nič začne smejati, pač tako. In pa se še drugi smejijo? Ja, pač naj bi kao, da se kao več smeje. Se sileš smejati. Ja, no, to meni ni. Meni je tudi tako zelo smešno. Mislim, no vidiš, pa je dojel ki je naredil, ker sem se smejal temu. No, ok, sam ti si, ki si gledal, a bi sodeloval tam. Ne. No, sej to. Ja, no, skratka, ja, to so ene od teh zaobljub, ki se jih bodo nekateri ljudje začeli držati. Tako. V začetku januarja. Ja.
Mnogi se ne bodo več, se ni nič narobe s tem. Se ne rečem, da je to narobe, če se ne držiš pač. Tako. Življenje pride, pa nimaš cajta ali pa kaj takega. Tako, ja. Ja, pač pa stvari se zgodijo, ki jih nisi pričakoval, ki so... Nisi, pa recimo nisi sam kriv, če rečeš, bi več potoval, pa da vem, nimaš toliko denarja, pa rečeš, Ja, tako. Tako ne. Ne se sakirati, če na fitness, če ne v te več tudi. V redu je. Ta prvi mesec bojo oni na fitnessu zelo zadovoljni, ko bojo letne karte prodali. Ja, sej to ne. Kakšen se pol prisil tako, bi rekel, da letno karto kup za fitness. Ja. Če sem pa toliko denarja dal, bom... Ja, tako sem jaz. Sam jaz nisem januarja začel, jaz sem začel oktobra, ampak pač sem rekel, če bom vsak mesec plačeval, vem, da bo pol, pa ne morem, pa dele imam lihta prve 3 dni, pa ne bom dele kupil, pa ne greš, pa ker nimaš karte, pa tako. Sem rekel, če kupam letno, pa vem, da bom hodil. In dejansko, In dejansko hodiš? Ja, se sem uživiti. Ja, se vidi. V glavnom, kakšna taka za obljuba, ki si jo zdaj slišal, ki bi rekel, mogoče pa kitajske bom naredil. Pa ne vem, da bi mogoče manj pil alkohola. Čeprav piješ, ne spet to, dele zadnje par ta december, konc decembra je bilo kar malo, je bilo malo preveč, ampak drugače pa to je nekak, nam rekel pričakovan, ampak nekak je ta obdobje. Jaz sem tudi se ful nažrl zadnjih par dni. Ja, no sej to. Mi malo čudno mi je, kadar pomislim, sem imel 3 mesece nazaj 10 kg manj po moje. Ne 10, 8 kg manj, kad dela. Ja. Pa mogoče neče pismo, mogoče bo šel malo dol. Spet. Ja. Tako da bom zdravo jedel. Ja, evo 2 tedna, da bom šel kakšno kilo 2 dol, pa bom rekel, to je pa fajn. To je to. Je pa normalno lahko. Ja, tako da. Ja, cool. Imate kakšne za obljube? Če jih nimate, je kakšna ideja zdaj le padla, ne? Ja. Drugače pa to je to. To je to. No, povej za obljubo, kjer boš ti dal za 2025. Se pravi, mogoče bom malo bolj zdravo jedel za začetka. Mogoče bom kakšno knjigo prebral spet. Mogoče bom, kaj pa vem. To si sprot spoj, jaz si dejansko sprot spoj. Ja, jaz tudi drugače. Bolj tak šok sem, da gre go with the flow, pa veš. Ja. Pač greš nekaj, ali pa si nečeš dele, to bom naredil. Ne morem si neke načrte delati, ker pač nisem tak šok. Tako. No, se jaz tudi ne. Isto mi je tako, pač jaz bi si tudi rekel, bom šel, ne vem, na Triglav, sam, kaj vem, koliko stvari imam doma še za zrihtati čez poletje, pa vse tiste vikende, pa to, pa a veš, pol rečeš, ne vem, raj bom doma delal, pa raj bom si, ne vem, stanovanje zrihtal, pa tist, ki imaš cajt, pa pol ne greš te stvari, zaradi tega, ker so ti prioritete imaš druge drugje, in pač je pa še zmer, če pa bi bil čas, pa lej, mogoče pa bom najdel cajt, pa bo lih tako prišlo, pa bom šel, Tako da, to pa nikoli ne veš. Ja. To bo to, hvala za pogled. Tako. Bo Gregor kakšno pametno misel povedal? Ja, jaz bom tako rekel, pač, če si boste zadali, dajte se probati držati tega, ker vztrajnost je lepa čednost. Zelo lepa ideja. Tako da s to pametno mislijo zaključujem vdajo. Lep petek. Pa se vidimo, ko se zagledamo. Ajde, čau.